Živijo, jaz sem Miha iz Black Raven Solutions. Danes bom odgovoril na eno vprašanje, ki me sprašuje veliko tečajnikov ali pa veliko ljudi, ki me poznajo. To je, kako sem jaz postal inštruktor preživetja v naravi. Definitivno ni bilo to čez noč, to je bil kar dolgotrajen proces. Začel se je že v moji rani mladosti. Vedno mi je bila blizu narava, še posebej drevesa, na katere sem stalno plezal. Narava mi je predstavljala eno tako varno zatočišče, kamor sem v bistvu pobegnil pred pritiski moje družine, pred pritiski vrstnikov in tako naprej. Skratka, narava mi je bila eno tako zavetje, kjer sem bil jaz lahko res jaz, kjer sem se lahko izražal na kakršenkoli način sem se želel in predvsem, kjer sem bil miren, kajti zelo kmalu sem spoznal, da narava noče nič od mene, ne postavlja nobenih pogojev. Tam jaz dam, kar dam in v zameno dobim zelo veliko. Zelo sem hvaležen staršema, ker sem me vpisala k tabornikom, to je bilo v 5. razredu, in sem že zelo zgodaj izkusil bivanje v naravi, kampiranje, uživanje v igri s prijatelji na 14-dnevnih taborih. To me je v bistvu toliko zmotiviralo in mi je bilo toliko blizu, te izkušnje so bile tako močne, tako pristne, da sem potem na povabilo tudi postal načelnik, najprej vodnik, pomočnik vodnika na taboru, kasneje pa tudi organizator taborov, izletov in tako naprej, kjer sem v bistvu razvijal veščine vodenja skupinskega, mediacije, komunikacije in tako naprej, za kar se izredno globoko zahvaljujem taborniškemu rodu Črni mrav, vsem, ki so ga kadarkoli vodili, od katerih sem se učil in ki so mi tudi dali priložnost, da izživim svoje, bom rekel, nekako ambicije, da se preizkusim v določenih vlogah, ki so ponavadi rezervirane za kasnejša leta delovanja, za službo od recimo 24, 30 leta naprej, kar sem pa jaz lahko že tekom študija upravljal in izkušal. Moj prijatelj Denis in njegov brat David sta bila prva, ki sta se po mojem vedenju odločila, da preživetje v naravi zaštartata poslovno in to ponudita ljudem za, bom rekel, civilno publiko pri nas v Sloveniji. Ker takrat ljudje tega niso pripravljeni bili podpreti, predvsem, bom rekel, taborniki so mislili, da že vse znajo, ljudje pa niso imeli nekega posluha pa zanimanja za bivanje v naravi, taborjenje in tako naprej, ker je bilo bolj pomembno potovanje po svetu, morje in tako dalje. In po enem letu, ko sta se odločila, da zadeve ne bosta upravljala poslovno, ker jima ne omogoča preživetja, sem se jaz odločil, da stopim na to mesto in začnem jaz šolo preživetja. Začetki so bili težki, vedno sem imel pa nekako motivacijo, pa predvsem, bom rekel, tisti pogum ali pa jajca, da zadevo speljem, tudi če se stvari nisem lotil ne vem kolikokrat ali pa celo prvič. Prvi moj vikend tečaj je bil v Iškem Vintgerju jeseni 2010. Poleti 2010 sem organiziral prvi tabor. Bil je prijateljski na povabilo staršev iz enega privatnega vrtca, kjer sem nekaj mesecev tudi delal in pomagal vzgajati in čuvati njihove otroke. Zgodilo se je to, da takrat pač sem se stvari loteval po principu 100% zaupanja. Veliko ljudi je reklo, da bo prišlo, jaz sem zadevo organiziral, porabil tudi ogromno časa, ker sem se
določene stvari prvič loteval. In posledično, ker je več kot polovico ljudi odpovedal, se je premislil, sem jaz tabor sicer izpeljal, bil je čudovit, pri tem mi je zelo pomagala moja žena Mateja, vendar sem zaradi stroškov, ki sem jih imel, bil prisiljen zapreti svoje SP. Odločili so se za skupno firmo, jaz sem pač pomagal, delal svoje stvari in se še naprej ukvarjal s preživetjem bolj ali manj zagnano. Mogel sem se naučiti res samo motivacije, marketinga, predstavitve, predvsem pa slišati ljudi, kaj oni v bistvu res hočejo in biti izredno potrpežljiv. Da večina ljudi marsikaj reče, zelo malo v današnji družbi pa se jih drži tistega, kar rečejo, da bojo naredili. Čajček je že skoraj gotov. Naslednja stvar, ki sem jo mogel v bistvu preseči, je, da sem presegel samega sebe. Začel sem hoditi vedno več časa v naravo, vedno več časa sem bil sam. Da sem pa naredil res tisti en velik preboj, ki ga opisujem tudi v vlogu Popotovanje junaka, junakinje. Se je pa zgodilo pred 6 leti oziroma začelo dogajati, ko smo imeli z ženo eno težavno obdobje in sem se jaz odločil, da se za najin odnos, za dobrobit najinega odnosa umaknem v gozd. In sem res skoraj 3 mesece živel v gozdu, spal v gozdu, zjutraj šel delat v službo in se potem vrnil na lokacijo, kjer sem imel tudi pisarno. Ugotovil sem marsikaj, zato, da se energijsko odcepiš od svojega partnerja, energijsko odcepiš od svojih staršev, energijsko odcepiš od digitala, družbe, zahteva to ogromen fokus, izjemno moč in meni je veliko pomagala ta neka jeza, ki sem jo takrat čutil do svoje žene, ki mi je bila tak velik driver in notranja motivacija, da sem jaz ene stvari lahko sploh zmogel narediti, ker gre za zelo velike čustvene odvisnosti, ki se jih začneš zavedati šele v določeni situaciji, v katero si primoran. In kar mi zdaj omogoča, da se lahko lotim praktično česarkoli. Stvari so se razvijale naprej, sodelovati sem začel z WWF Deutschland, za katere sem 4 leta organiziral tabore v Sloveniji za 20 nemških otrok. In potem tukaj naprej gradil mednarodne odnose oziroma pridobil mednarodne stranke, tako da je z letom 2018 in 2019 so se razvili programi mednarodne avanture v Ukrajini, v džungli v Sumatri, v puščavi Severne Mehike in pri severnih Indijancih, plemenu Mikmak, kjer lahko prav posebne stranke, ki se jih preveri, izkusijo tudi znanja iz nativnih kultur, vision queste in tako naprej. Ker je COVID zadevo majčkeno ustavil, poskušam sedaj določeno znanje prenesti v digitalni svet. Verjamem, da je to nemogoče v celoti in predvsem ne želim podpirati tega prenosa in prehoda, ker še vedno verjamem, da je prenos informacij edini pravi, tisti v živo, na lokaciji, z vsemi čuti, ki jih imamo, ne samo vizualno in auditorno, ampak tudi ostalo. Bil sem blagoslovljen s tem, da sem rojen v Sloveniji, ki je čudovita država, energijsko izredno močna, z ljudmi, ki so zelo posebni, zelo duhovno razviti, vendar ne hodijo v teh duhovnih čevljih po svojih poti v življenju. V glavnem večina jih životari in mislim, da je zdaj ta pravi čas, da se vsi prebudimo
jaz svoje poslanstvo povezovanja ljudi med sabo, medgeneracijsko, znotraj družine, starše, otroke in povezovanja vseh z naravo in deljenja starodavnih znanj oziroma znanj, ki jih pridobiš v naravi, v komunikaciji s prostorom, v komunikaciji z rastlinami, v komunikaciji z glivami, v komunikaciji z živalmi in predvsem samo opazovanjem sebe in stvari okrog sebe. S tem želim dvigniti zavest človeštva, oziroma vsaj določenega dela ljudi na tem planetu, da bojo začeli spoštovati življenje. Bom rekel, mu biti hvaležni, da jim je bilo podarjeno, da so lahko tukaj, da lahko izkušajo marsikaj, tako dobro kot slabo, in da imajo voljo, kreativnost in moč, da si ustvarijo življenje, kakršnega si želijo za sebe. To je to. Vabljeni na kmalu online webinarje, na online delavnice in pa na, ko se sprostijo ukrepi oziroma pod posebnimi pogoji, ki so v skladu z vsemi zakonskimi določili in z, bom rekel, neko zdravo kmečko logiko. Sem le doštudiral mikrobiologijo in izredno dobro poznam možne prenose vseh nalezljivih bolezni, tako da se stvari absolutno minimalizirajo oziroma popolnoma preprečijo. Verjamem pa, da te tečaje in te izkušnje danes potrebujemo še bolj kot kadarkoli v, bom rekel, preteklih 50-60 letih. Vabim vas na spletno stran blackravensolutions.com, kjer so objavljeni več ali manj skoraj vsi naši programi. Vabim te, da nas podpreš preko Patreona, link je tukaj od spodaj. Vsaka podpora mesečna, pa tudi če je to nekaj evrov, nam zelo veliko pomeni, da lahko še naprej izvajamo da lahko še naprej vam dostavljamo brezplačne vsebine v obliki videov, informacij in tako dalje. Lepo se imejte, kliknite subscribe, zvonček frcnite, na ta način pomagate, da raste in se vzdržuje naš YouTube kanal, in želim vam srečno in veliko užitkov in gibanja v naravi in predvsem sedaj v zimskem času. Čau!